Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke v tem nedeljskem dopoldnevu. Slovenci smo dobili prvi prevod celotnega svetega pisma pred 420 leti. Po Dalmatinovi Bibliji jih je išlo še 5. S tem smo po časovnem zaporedju med narodi in živimi jeziki, ki so natisnili sveto pismo, na 14. mestu. K temu je s svojim delom prispevala tudi Svetopisemska družba Slovenije. Svojo 10-letnico obstoja je letos praznovala v Evangeličanski cerkvi v Ljubljani, kjer je imela tudi ustanovni občni zbor. Svetopisemska družba želi omogočiti vsakemu, da bi prebral sveto pismo v sebi razumljivem jeziku. Zato načrtujejo tudi v prihodnosti marsikaj zanimivega. Slovenci smo dobili prvi prevod svetega pisma kot 13. narod sveta. S tem smo prehiteli številne večje in vplivnejše narode. Vse od takrat je Božja beseda še bolj oblikovala slovensko kulturo, ki je zakoreninjena v krščanskem izročilu. Da bi bila knjiga vseh knjig dostopna vsem Slovencem, so se pred 10 leti zbrali predstavniki 7 v Sloveniji živečih krščanskih cerkva in po vzoru združenih svetopisemskih družb ustanovili Svetopisemsko družbo Slovenije. Osnovni namen Svetopisemske družbe Slovenije je vsem ljudem na področju, kjer Svetopisemska družba dela, preskrbeti svetopismo v tistem jeziku, ki jim je najbližji, ki jih najbolj nagovori. To se pravi v njihovi materinščini. Svetopisemska družba ima 4 glavne dejavnosti in te so prevajanje, tiskanje, izdajanje in širjenje svetega pisma ter dobrodelna dejavnost v povezavi s tem. Glede prevajanja lahko povem, da v glavnem gre za prevajanje svetega pisma in delno tudi seveda svetopisemske literature, ki pomaga bralcem razumeti sveto pismo. Potem za tisk poskrbijo seveda tiskari in pa naša glavna naloga je potem, da širimo sveto pismo med ljudi. V 10 letih je Svetopisemska družba Slovenije izdala preko 500 000 najrazličnejše svetopisemske literature. Sveto pismo so pripravili v različnih oblikah in za različne skupine ljudi, od svetega pisma za otroke do študijskih izdaj. Že pred časom so sveto pismo ponudili na novih digitalnih medijih. Svetopisemska družba in tudi svetopisemske družbe po svetu že dlje časa ne širijo svetega pisma samo v obliki knjige, ampak tudi v obliki elektronskih medijev, ki se uporabljajo potem na računalniku oziroma na CD-jih in na internetu. Ob tem bi rad povedal, da imamo pri Svetopisemski družbi v teku projekt imenovan Biblija.net. Že 4. leto imamo različne verzije svetega pisma na internetu, na tej internetni strani in uporabniki imajo na ta način dostop do različnih izdaj svetega pisma. Trenutno pripravljajo v Svetopisemski družbi projekt z naslovom Biblija Slovenika. V njem bodo v digitalni obliki združeni vsi slovenski prevodi od Dalmatina do slovenskega standardnega prevoda, ki je izšel leta 1996. Največji uspeh in najpomembnejši dogodek teh 10 let pa je gotovo izdaja slovenskega standardnega prevoda svetega pisma. Prvič zato, ker je to resnično prvi slovenski prevod, ki je nastal res iz izvirnikov, in drugič zato, ker so pri tem prevodu resnično tvorno sodelovale vse krščanske cerkve pri nas. Pred ustanovitvijo Svetopisemske družbe se je prevajanju in izdajanju svetega pisma v glavnem posvečala samo katoliška cerkev. Svetopisemska družba Slovenije pa je k sodelovanju povabila tudi člane drugih krščanskih cerkva. Med njimi se je po besedah predsednika Svetopisemske družbe razvilo pristno ekumensko sodelovanje, ki presega zgolj vljudnostno srečevanje. Večkrat sem že omenil, da gre za edino ekumensko krščansko telo v Sloveniji. Torej, kjer se verniki, kristjane, cerkve, predstavnike cerkva združujejo okrog tistega, kar jih povezuje. Vsako druženje, posebej druženje ob svetem pismu je dobrodošlo, posebej v takih časih, v katerim živimo. In mislim, da je Svetopisemska družba tukaj veliko pripomogla. Zato, ker je to edina prilika bila, da so se sestale nekatere verske skupnosti. V Svetopisemski družbi delujejo številni priznani prevajalci, klasični filologi, lingvisti in biblicisti, ki so posebej zaslužni za izid slovenskega standardnega prevoda.
Med ustanovitelji in pobudniki svetopisemske družbe je tudi vodilni slovenski biblicist, akademik, profesor dr. Jože Krašovec. Moram reči, da je svetopisemska družba v Sloveniji res v polnosti izvršila svoje poslanstvo, s tem, da je prišlo do več ponatisov in tudi več različnih izdaj samega prevoda in potem sporedna literatura, sama priča za zelo dinamičen razvoj. V želji, da bi imeli vsi ljudje svoj izvod svetega pisma, so v svetopisemski družbi Slovenije izpeljali več dobrodelnih projektov in ljudem v stiski brezplačno razdelili sveto pismo. Svoj izvod so dobili tudi vojaki Slovenske vojske. Imeti svetopismo še ne pomeni, da ga tudi vzamemo v roke, da ga tudi sprejmemo kot življenjskega sopotnika, ki nam pomaga živeti, ki nam pomaga reševati vsakovrstna življenjska vprašanja. To je pa pravzaprav osnovni namen svetega pisma, da se ne bi prašilo na polici, ampak da bi bilo z nami v življenju povsod. Svetopisemska družba je tako pred novo še težjo nalogo, ki jo čaka v drugem desetletju, in sicer približati sveto pismo in njegovo vsebino ljudem.